Kako pa poskrbimo za zdravje kosti? Uh, Mimogrede. Prva točka tukaj je gibanje. Torej, mi kosti moramo obremenjevati, da ostajajo močne, in to pomeni tudi vaja z utežmi. Ne samo aerobna vadba, ki je sicer krasna za srčno-žilni sistem, ampak srce potrebuje obremenitev. Torej, tukaj so uteži, vaje z lastno težo, strakovi, različne variante, ampak vaja za moč. Tek? Ne, tek je sicer za noge, za spodnji del telesa je učinkovit, tudi za moč, ampak treba je pomisliti, da vse tudi na hrbet, ne, na ramenski obroč, na roke, se pravi, za vse mišice v telesu poskrbeti. Zaključevala sem svojo sezono Hudičevega advokata z gostjo, s katero sva se pogovarjali o teku. In ona je razložila, kako zelo pomembno je to gibanje v teku, ker so kosti ves čas, tako sem si pač jaz zapomnila, ves čas v tem rukanju, ne vem, kako bi drugače rekla, in da je to eno od najkvalitetnejših zdravil proti osteoporozi. To je res, ampak predvsem za spodnji del telesa. Ne smemo pa pozabiti na hrbtenico, hrbet, ne, v bistvu tudi konec koncev, ne, pogosti zlomi so zlomi zapestja, kadar imamo osteoporozo, ne. Se pravi, treba tudi te mišice krepiti z enimi utežmi ali pa tudi, če držimo plank, kot rečemo, ne, z lastno težo. Pač poiskati nekaj, kar nam ustreza. Online se tudi najde en kup enih posnetkov. Dobro je pa tudi, da gremo do fizioterapevta, ki nam lahko pokaže vaje in pogleda, da jih delamo pravilno. Ker se če ne lahko tudi škodo delamo z nepravilnim izvajanjem vaj, ne. Tako da vložiti nekaj časa, energije, potem to delamo v bistvu do konca življenja. Idealno. Saj čisto preprosto. Do konca življenja telovadiš. Saj to je ta najtežji del, prav verjetno, a ne? Je, ampak ko ti preide v navado, je lažje. Ker se sproščajo endorfini, to so ti naši opiati, v bistvu kot ena droga, ki povzroči, da smo bolj razpoloženi, da smo potem sproščeni, tako da to je nagrada za gibanje. In če to redno počnemo, se počutimo dobro. In potem, kot reče, si odvisen od teka, ne. To je to. Po njemu se dobro počutiš, in če ne greš teč, si kar nekam siten, nekaj ti manjka in te to porine, da greš, ne. In potem so razne tehnike, kako si pomagati s tem, od tega, da si, ne vem, če greš zjutraj v športno aktivnost, da si pripraviš že vso športno opremo, že tja k vratom, k postelji, da s prijatelji to počneš, da greš v eno skupino, da si plačaš vnaprej. Vsi ti triki, ki jih lahko uporabiš, da se giblješ. Midve sva zdajle v resnici iz teme menopavze zašli na temo gibanja, ampak zakaj sva midve to naredili? A lahko pojasnite, jaz vem, ker sem že poslušala več drugih vaših oddaj, ampak zakaj sva midve tako hitro zašli praktično na področje gibanja? Kako je to povezano z menopavzo? Zato, ker gibanje, jaz včasih rečem, da je zdravilo skoraj za vse te civilizacijske bolezni, ne. Od povišanega krvnega tlaka do povišanega holesterola, preprečevanja raka in še en kup drugih stvari. In dejstvo je, da ženske do menopavze nas ščitijo hormoni estrogen, progesteron. Možgane, mišice, srce, žile, kosti ščitijo. Ko padejo, moramo več vložiti v svoje zdravje. Kritičnih je tistih prvih 5 let po menopavzi. Takrat lahko največ naredimo, da smo potem pri 80 še fit, ne. In gibanje je ena osnovnih stvari, da poskrbimo za to. Vpliva tudi na naše psihološko ravnovesje. Na psihološko zdravje ima zelo pomemben učinek tudi. Študije celo kažejo, da je enako učinkovito kot antidepresivi pri blagi do zmerni depresiji, recimo. Gibanje, ne. In zdaj za vse naše poslušalke in gledalke, ki se najdejo s slabo vestjo, zakaj se več ne gibam, zakaj več ne telovadim. Če smo zdaj stare 40, 45, 50 let, a je prepozno, da začnemo? Ne. Koliko smo zamudile? Koliko škode smo si že naredile? V bistvu tisto, kar je preteklost, je preteklost. Nima smisla razmišljati. Ampak imamo še desetletja pred sabo in nikoli ni prepozno. So delali študije recimo tudi z 80-letniki, ki so se začeli gibati, ki se prej niso, in so videli večjo gibljivost, preprečevanje padcev, pridobili na mišični moči pri 80-ih, 85-ih in počutje se jim je izboljšalo. Tako da nikoli ni prepozno.
vsak dan. Je pa res, da mi smo narejeni tako, da se ne želimo gibati, ker smo raje na kavču, evolucijsko. Ker če tako poosebimo evolucijo, naš cilj je razmnoževanje in mi varčujemo z energijo, da se bomo lahko razmnoževali. In seveda gibanje, če ne rabiš za nabiranje hrane ali pa za lov divjih živali, je gibanje, je odveč, ne. Porabljamo energije za nekaj čisto, ki ni povezano z razmnoževanjem. Tako da nam je v naravi, da se moramo pripraviti do gibanja. Naši predniki so se gibali, ker so se morali za preživetje. Nam tega ni treba, ne, vse je na gumb ali pa na daljinca. In se moramo pač pripraviti do tega in je težko se pripraviti. To je v naši naravi, tako da ni treba, da nas je sram zaradi tega, ampak poiskati načine, kako bi lahko. No, preden dokončno zapustiva temo gibanja, dajte postrežite, glede na to, da ste že nekaj primerov navedli, kako se človek pripravi do gibanja, pa ne za en teden, ne za 14 dni, ampak za daljše življenjsko obdobje. Da nam to pride v navado, da je to nekaj, kar nas identificira, determinira in da gibanje postanemo mi sami. Predvsem poiskati en šport, pri katerem ne trpimo preveč. Tako bom rekla, ni nujno, da bomo uživali pri njem, ker je pač to naporno. Eksperimentirati malo, ne. Poiskati, kaj nam leži, kaj nam ustreza. In ogromno ljudi potrebuje podporo neke ekipe ali prijatelja ali nekoga, da se zavežejo, da bojo recimo skupaj šli na eno športno aktivnost, in ta zaveza jih v bistvu spodbudi, da to res naredijo. Ne, ker smo pač tako narejeni, da si želimo odobritve okolice, ne, in zdaj, če sem obljubila, da grem in ne grem, bo okolica, se mi zdi, kritična do mene. In jaz bom že zato šla, da bo rekla: super, ne, da si prišla." Take trike uporabiti, malo psihološke. Koliko gibanja na teden pa je dovolj dobro, good enough? Da ne bomo pretiravali, vsak dan pač ne pride v poštev. Koliko je dovolj dobro? Zdaj za zdravje kažejo podatki 150 minut na teden. Ene take zmerne aerobne aktivnosti. Dobro je, da si vsaj enkrat, dvakrat na teden eno intenzivno aktivnost privoščimo, tako da res pospešimo srčni utrip, da se zadihamo, da se spotimo. Poleg tega pa dvakrat na teden vaje za moč. Torej 4-krat na teden. Odvisno, koliko časa, kako si to razporedimo, ne. Ugotavlja, da celo tudi, če samo soboto, nedeljo, da so skoraj enaki učinki, kot če to počnemo bolj redno. Tako da tudi ta rešitev, če čez teden nam ne uspe, ne. In ne pozabiti tudi na kakšne raztezne vaje, da ne bomo potem še od športa vsi zakrčeni, ne. Pa vaje za ravnotežje so z leti zmeraj bolj pomembne.